Pozdravljeni otroci! Danes bomo prebrali skupaj eno zanimivo pravljico, ki jo je napisal Peter Svetina. Ilustriral pa jo je Damjan Stepančič. Naslov pa je Lučka, lučka in senca, senčica. Vsaka luč ima svojo senco. Če jo prižgeš, jo vidiš. Kadar je luč ugasnjena, počiva senca luči v naročju. Vsaka luč ima torej svojo senco. Samo lučka, lučka je ni imela. Preprosto ni metala nobene sence. Ko je bila prižgana, je samo svetila vse naokrog, sence pa ni imela. Seveda ji zato senca tudi ni zlezla v naročje, ko je ugasnila. Preprosto ni mogla, ker je ni bilo. Lučka, lučka je stala na zabojniku pred blokom. Urejali in prenavljali so babičino stanovanje in so lučko, lučko odnesli ven na zabojnik. Če bi se komu od mimoidočih prikupila in bi jo odnesel seboj domov. Ampak lučka, lučka ni čakala, da bi se komu prikupila, ni čakala, da bi jo kdo vzel. Vzela je pot pod noge in šla. Šla je po cesti in je prišla v predmestje. Včasih je bila to vas, na vasi pa so domačini postavljali kapelice. Eden zato, ker se je srečno vrnil iz vojne, ena zato, ker se je srečno omožila, ali ker je ozdravel hudo bolan otrok. V kapelice so postavljali lučke. Lučka, lučka je videla, da v kapelici, v kateri so svetemu Lenartu visele verige z rok, lučke ni. Bom pa jaz, si je rekla in se postavila pod svetnika. Ej, prijetno greje v roke, je rekel svetnik. Tele verige so mrzle, že celo večnost jih imam na rokah. Lučka, lučka je od takrat naprej dneve in noči stala v kapelici. Podnevi je dremala in spala, po noči je svetila. In glej, čudež! Po noči, ko je svetila in ni metala sence, so svetemu Lenartu verige na rokah začele kopneti. Kar tanjšale so se in na koncu jih ni bilo več. Ej, lučka, lučka, draga moja, je rekel. Hvala za darilo. Po sklepih me več nič ne trga. Mislil, da bom šel po svetu. Kupil bom pilo in bom komu pomagal sneti verige z rok. Res niso prijetne, tako mrzle so, da te trga do kosti. Lučka, lučka pa si je mislila. Komu naj zdaj svetim? Prazni kapelici? In je šla naprej. Pa je prišla do konjskega hleva, pod cesto je stal. Velika vhodna vrata, skozi katera so hodili konji, so bila odprta. Na okenski polici pa ob mački ravno še prostora za lučko, lučko. Sredi noči je bila lučka, lučka oddaleč videti kot svetilnik. Neke noči
temne kot črnilo, je postala kobilica, ki je pričakovala žrebička, vsa nemirna. Nemirni so postali tudi drugi konji. Pred hlevom se je zaslišal hrup avtomobila, ampak ni se pripeljala Eva, ki je skrbela za konje. Nemir pri konjih je naraščal. Hrzali so in tolkli, skupiti in res. Kdo bi hodil po noči v hlev, ki ni njegov? Tat, konjski tat. Lučka je začela od vznemirjenja mežikati in preden je pomislila, da oddaja svetlobne znake na pomoč, že je pritekla mačka, ki se je po noči potikala naokrog in se zakadila prvemu v obraz. Kaj je to, hudiča? Je vpil tat in se utepal. Drugi je skočil k njemu, da bi mu mačko potegnil z obraza, ampak mačka se je zapodila van. Lučka je medtem utripala: na pomoč, na pomoč. Zaslišal se je hrup Evinega džipa. Zapeljal je po dovozni poti in ustavil za avtom in prikolico obeh prišlekov. Iz džipa so planili Eva in njena brata. Tatova sta videla, da je heca konec. Brezglavo sta jo odsvrla čez travnike in njive in si z rokami pokrivala opraskana obraza. Hvala, muc, hvala, Lučka, je rekla Eva. Mačka si je gladila kožušček. Kaj je pa bilo, si je mislila. Se je kaj zgodilo? Lučka se je pa umirila in je spet svetila enakomerno in jasno. Eva je v konjski hlev po tem dogodku napeljala alarm in luči, ki so se prižigale, ko je kdo se približeval hlevu. Mačka je ostala na okenski polici, Lučko pa je Eva odnesla domov. Erazem, njen sinek, je potreboval Lučko na nočni omarci. Lučka je bila zadovoljna z novim domovanjem. Erazem jo je imel rad. Ko je mamica zvečer odšla iz sobe, jo je prižgal in ob njeni svetlobi bral knjigo. Ali pa je gledal, kako ne meče senc po stropu njegove sobe. Ampak kmalu se je zgodilo, da so v Erazmovo sobo prinesli še eno posteljo, pravzaprav posteljico. In Eva je bila vse bolj okrogla. Čez čas se je k Erazmu naselila sestrica. Zarja, je rekel Erazem, moja Zarja. Je pomislila Lučka. Če je v sobi Zarja, potem ne potrebujejo še ene Lučke. In je šla. Šla je in je premišljevala. Niti ni tako slabo imeti še koga. Mislim nekoga, ki je kot tvoja senca. Najprej je bila to babica, ampak ona je umrla. In potem je bil Lenart, simpatičen dečko, ampak je šel po svetu rezat verige. In potem je bila mačka in nazadnje Erazem. Ja, prijetno je imeti eno takole senco, čeprav ni čisto tvoja. Takrat je Lučka prvič, odkar je premišljevala, pomislila, da bi pa čisto zares tudi ona imela rada svojo senco. Zares si jo je želela.
Pred gasilskim domom je sedla na klopco in opazovala rečico, ki je tekla skozi vas. No, skozi predmestje. Hej, zanimivo, si je mislila, ko si je nekaj tako močno želiš, se ti zdi, da to že kar čutiš ob sebi. Res zanimivo. Ampak res. No, čakaj, ampak tegale si pa ne mislim, takole pa kar je. Lučko, je nekaj najprej čisto narahlo, pa kar se ni ozrla, malo močneje, pa ker se še vedno ni ozrla, še malo močneje, ampak res zelo ljubeznivo in obzirno in čisto narahlo sunilo v stojalce. Ko se je Lučka ozrla, je zagledala senco, čisto pravo senco, za katero se je zdelo, da ni od nikogar. Smrček, hladen, vlažen smrček, no tega je malo prej začutila. In velike, blage, temnorjave oči in temen svetleč črn in temnorjav kožuh in rep, ki je migal levo, desno, levo, desno, levo, desno. Take so sence, take so čisto prave sence. Kdo si pa ti? Jo je vprašala Lučka. Senca, senčica, je rekla senčica. A si sama? Je vprašala Lučka. Senčica ni odgovorila, samo gledala jo je z velikimi, temnimi, blagimi očmi. Tole lahko poskusim, si je mislila Lučka. Ugasnila bom, pa bom videla, kako je s tem. Ugasnila je. In senčica je zlezla Lučki v naročje. Te zgodbe ne bi poznal, če mi je ne bi povedala Lučka. S senčico stojita na balkonski ograji stare hiše. Ponoči svetita tovornjakarjem in popotnikom, ki se vozijo po avtocesti, da ne zaidejo. Podnevi dremata. Senčica v Lučkinem naročju čisto rahlo smrči. Tako, dragi otroci, pravljice je